Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Matevž Starič. Pogovarjamo se v bistvu o eni zelo zanimivi in tudi dosta aktualni temi demenca, upad, bom rekel, aktivnosti možganov. In imamo tudi še enega dodatnega gosta, na katerem bomo opravili meritev, ki jo bomo pa lahko tudi pokomentirali, ne? Tako da mogoče bi jaz zdaj predal kar besedo vam, da poveste, se pravi, kaj lahko ugotovimo že danes, dovolj zgodaj in kako lahko potem to, bom rekel, koristno izkoristimo za naprej. Najlepša hvala. Pri nas v Zavodu Pomni izvajamo en program Jasna, ki je program preventivnega zgodnjega odkrivanja demence. Demenca, kot ste omenili, je izrazit upad umskih sposobnosti na različnih kognitivnih domenah, ki pomembno vplivajo na naš vsakdanjik. Zgodnje odkrivanje je vedno bil izziv pri tej bolezni, zato ker obstaja več različnih tipov demence, ki različno vplivajo, ki različno hitro napredujejo, zato je smiselno nekako redno preventivno preverjati, v kakšnem stanju, v kakšnem zdravju so naši možgani. Meritev, ki jo bomo prikazali danes, se imenuje meritev COGIS, ki pa oceni trenutno zdravje možganov in lahko zazna, kolikor se mogoče že dogajajo kakšni zgodnji procesi, ki bi lahko nakazovali na neko nevrodegeneracijo oziroma neke zgodnje oblike demence. Meritev je popolnoma neinvazivna, ne zajema nobenih posebnih nalog, ki bi jih morali izpolnjevati, ali nekih aktivnosti, ki bi jih morali zraven delati. Se meri popolnoma v mirujočem stanju, nekaj minut z odprtimi očmi, nekaj minut z zaprtimi očmi, vse skupaj 8 minut. In potem na podlagi podatkov, ki jih pridobimo iz te meritve, naredimo neko napredno analizo, ki nam poda nazaj rezultat z oceno tveganja. Najboljše, da kar začnemo. Gospodu sva že med odmorom namestila kapo, to traja nekje 3 minutke, postavila par osnovnih oziroma izpolnila par osnovnih vprašanj o spolu, ročnosti, obsegu glave, letih formalne izobrazbe. So določeni podatki, ki jih tudi sistem samodejno že spremlja, kot je na primer čas v dnevu, ki lahko vpliva na sam rezultat. Kapo sva namestila, preverila sva, da je kakovost podatkov, ki jih pridobivamo iz nameščene kape, ustrezna, tako da bomo kar skočila na prvi od 4 segmentov. In ta prvi segment bomo imela segment merjenja v mirovanju z odprtimi očmi, tako da bom prosil gospoda, da si izbere eno točko, nekje naravnost, in čim bolj sproščeno naslednji 2 minuti ne dela nič, kot opazuje. Ne pa v ekran. Tudi lahko v ekran, sicer je boljše, če si izberete eno točko, ki nima nekih motenj, lahko vam tole celo malce stran obrnem, da vas ne bo toliko motilo. Pa kar začnemo. Evo. Sedaj poteka prvih segment, prvih 120 sekund, ki mu bodo sledili še 3, en z zaprtimi očmi in potem ponovimo enega z odprtimi in enega z zaprtimi. Bom rekel, kje pa se izvajajo te meritve? A jih to delate v vašem, bom rekel, društvu oziroma inštitutu? Tako, izvajamo meritve pri nas v Zavodu Pomni, ter pri nekaterih partnerskih inštitucijah. Trenutno se dajo meritve izvesti oziroma priti na meritev v Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju in pa v Kopru. Samoplačniško? Samoplačniško zaenkrat še. Seveda imamo željo, da postanemo nekoč morda del subvencioniranega javnega zdravstvenega sistema, ampak trenutno kot samoplačniška opcija. Za starejše in upokojence pa imamo s pomočjo evropskih sredstev tudi že
subvencionirano ponudbo, ki je malce bolj dostopna za. Koliko stane nesubvencionirana in subvencionirana? Subvencionirana cena je 69 €, nesubvencionirana pa 199. Okay. In program Jasna kot tak ne zajema samo meritve, ker želimo pri osebah, kjer se neko povečano tveganje zazna, omogočiti tudi čim hitrejšo nadaljnjo oskrbo, pomoč in podporo. Zato vsem, ki ob rezultatu, pri katerem rezultat nakaže neko povečano tveganje, omogočimo prvi preventivni pregled pri specialistu, ki je že vključen v samo ceno programa. Običajno to pomeni, da jih specialist nevrolog pregleda v 2 do 4 tednih po opravljeni meritvi. 2 minuti je že minilo. Še 2 sekundi. In evo ga. Vsa metrika v teh času 2 minut je bila odlična, tako da ni razloga, da bi morali segment iz kakršnega koli razloga ponoviti. Sedaj pa nadaljujeva na drugi del, tako da bom prosil, da zaprete oči in pa naslednji 2 minuti z zaprtimi očmi samo sproščeno sedite. Koliko meritev pa ste že opravili? Ste kdaj delali, bom rekel, analizo? Meritev je ogromno, ker ne operiramo samo v Sloveniji. Aha, okay. Krovno podjetje Braintree, ki je razvilo to rešitev, operira širom Evropske unije in tudi izven. Samo v Sloveniji pa se številka giblje okrog 2000, verjetno do zdaj. Se pravi, po meritvi, ali pa tako mogoče vprašal, kakšno je stanje v Sloveniji? A se zboljšuje, a je stabilno, ali se poslabšuje? Mislim, zagotovo je splošno stanje, ne samo zdaj stanje v Sloveniji, ker specifično za Slovenijo mogoče nimamo ravno dovolj statističnih podatkov, ker je to zelo težko spremljati. Ampak generalno gledano se prevalenca demence povečuje. Pri katerih letih pa? Odvisno od posameznika, ampak nažalost vedno bolj zgodaj. Seveda v tisto neko povečano tveganje vstopamo nekako po 65. letu starosti. Ko ste omenili Slovenijo, neka statistika kaže, da trenutno je v Sloveniji nekje, mislim, da okrog 20-25 tisoč ljudi, ki živi z demenco. Ta številka pa se bo v naslednjih parih letih več kot potrojila. Da živi z demenco, kaj to pomeni? Da jemljejo zdravila ali da je diagnosticirana? Diagnosticirana in nediagnosticirana. Oziroma, če zaobjamemo celoten spekter skupaj, je ta številka tudi nekaj 2-krat večja. Verjetno okrog 47 tisoč. Ker to, če bom rekel, pri mojih letih pozabljam, ne vem, imena ali pa se ne spomnim takoj nečesa, a je to demenca že? Samo sekundo. Naslednje 2 minute ste že mimo, tako da lahko odprete oči in nadaljujeva kar s 3. sklopom. Dobro vprašanje, odlično vprašanje, zato ker v današnjem času so naši možgani konstantno preobremenjeni z različnimi dražljaji iz okolice. In ko smo v takšnem stanju, je čisto naravno, da naši možgani sami ustvarjajo nekak filter in določene informacije spustijo. In več, ko je teh državljanov iz okolice, več informacij moramo filtrirati in jih sprostiti, zato da lahko normalno operiramo. Tako da neko pozabljanje kakšnih imen ali kaj takšnega je čisto normalno. Ni nekega povečanega razloga za skrb, kolikor je to pozabljanje nekaj normalnega. Skrb se pojavi, ko to pozabljanje postane ali res pogosto, ali da se morda ne spomnimo imen oseb, ki so nam bliže, iz našega bližjega socialnega kroga, ali ko to pozabljanje pomeni, da najdemo kakšne stvari na mestih, ki nekako niso logične, da bi bile tam.
En izmed pogostejših takih znakov je, da najdemo na primer ključ od hiše ali avtomobila v hladilniku. Aha, ok, razumem. Se pravi, prej ste rekli, da možgani pol sami filtrirajo, če je preveč informacij. Zdaj, verjeten, ko gremo spat, nekako probamo odpočiti možgane, oziroma a je dobro možgane odpočiti tudi tekom dneva, ne? Pa na kakšen način? Zagotovo je spanje izrednega pomena. En izmed najbolj pomembnih dejavnikov, na katerega lahko vplivamo, je to, da poskrbimo, da imamo konsistenten in kakovosten spanec. Ter seveda, da stremimo k temu, da nekje vsaj 7 ur tega spanca na dnevni bazi dobimo. Se pravičujem, evo, tretji sklop končan in nadaljujeva še na zadnji 2 minuti, če zaprete oči. Takole. Pomembno pa je vedeti tudi, da naši možgani v bistvu nikoli ne počivajo, ne? Tudi ko spimo, so aktivni. Nam pa spanec omogoča, da se možgani takrat nekako očistijo, ne? Da naredijo neko čistko celih dnevnih aktivnosti. Takrat se tudi izločajo določeni toksini, ki nam pomagajo ohranjati boljšo kognitivno funkcijo. Ali se pravi čez dan, ne? Se pravi, kako odpočiti možgane? A je to iti v naravo, a je to tudi meditacija oblika, ko lahko počiješ možgane? Zagotovo, veliko je različnih načinov. Posamezniki smo si različni, tako da tudi od posameznika odvisno, kaj je tisto, kaj zanj pomeni počitek. Za nekatere je to sprehod v naravi, za nekatere je to meditacija. Za nekatere je to enostavno kakšna aktivnost, ki jim pomaga odklopiti Štrikanje. neke vsakodnevne težave in stvari, ki jih mogoče malce dajo večji pritisk na miselne sposobnosti. Tudi branje, ne nazadnje, lahko? Prosim? Branje. Branje, zagotovo branje, lahko je štrikanje, ki ste ga omenili, lahko je kakšen šport, neka aktivnost, kjer malce na nek način odklopimo in se res aktivno fokusiramo v eno stvar, ki ne rabi neki preveč miselnih procesov za to, da jo opravljamo. Super. Jaz predlagam, da greva zdaj, ker se test približuje koncu, tudi na kratko pavzo. In dragi gledalci, drage gledalke, vabljeni nazaj, da se pogovorimo malo tudi o, bom rekel, rezultatih testa in kako potem naprej v, bom rekel, primerih zdravega ali pa dobrega testa ali pa malo manj dobrega testa. Ja. Kako ohraniti zdravje možganov tudi v poznejših letih? Ali lahko demenco odkrijemo dovolj zgodaj, da posamezniku in njegovi družini omogočimo bolj kakovostno življenje? In kako nastane ideja, ki iz Slovenije prodira na področje nevroznanosti in dolgoživosti? V oddaji Moja družina bo naš gost, podjetnik in vizionar Matevž Starič, ki v sodelovanju s podjetjem Braintrip razvija inovativne rešitve za spremljanje in zgodnje odkrivanje sprememb v delovanju možganov s pomočjo EEG tehnologije. Njihov cilj je ljudem omogočiti boljše razumevanje lastnega kognitivnega zdravja ter spodbuditi pravočasne ukrepe za ohranjanje spomina in miselnih sposobnosti. Matevž Starič, pozdravljen v studiu. Pozdravljeni. Z Matevžem se bomo pogovarjali o njegovem podjetniškem in življenjskem poslanstvu, o tem, kako ga je pot pripeljala v svet nevroznanosti, ter zakaj je zdravje možganov ena največjih družbenih tem v prihodnosti. Dotaknili se bomo tudi projekta, ki ozavešča o pomenu zgodnjega prepoznavanja demence in podpore posameznikom ter njihovim družinam. Seveda pa ne bomo govorili le o poslu. Zanimalo nas bo, iz kakšne družine izhaja, katere vrednote nosi s seboj še danes, kako usklajuje podjetništvo, družinsko življenje in odgovornost do družbe
ter kaj bi želel predati prihodnjim generacijam. Ne zamudite navdihujočega pogovora o družini, o zdravju, spominu in prihodnosti v oddaji Moja družina z Matevžem Staričem. Začniva na začetku mogoče, Matevž, iz kakšne družine izhajaš? Če bi mogel opisati z eno besedo, bi rekel iz zelo ljubeče družine. Mama, oče, ena mlajša sestra. Skozi celotno moje otroštvo smo živeli v tesni povezanosti tudi z širšo družino, z babicami, z prababicami, tetimi, stricami, sestričnami. In se mi zdi, da je ta neka skupnost, če lahko temu tako rečem, v kateri smo živeli, ena izmed najlepših spominov, ki jih imam na svoje otroštvo. Zelo lepo. Mogoče, a bi izpostavili kakšne vrednote, ki ste jih iz družine lahko tudi širše potem prevzeli, povzeli, se naučili? Zagotovo. Bi rekel nekako sama pomembnost družine kot takšne, ljubezni, nekega sočuta do sočloveka, nekega občutka, kaj je prav, kaj je narobe, ter na kakšen način morda voditi življenje, da ga živimo čim bolj kakovostno. Kakšen pomen pa ima za vas recimo to formalno izobraževanje, vrtec, osnovna šola, srednja šola, fakulteta? Je zelo pomembno ali manj pomembno, ali je, bom rekel, neformalno izobraževanje še bolj pomembno? Kako gledate na to? Zdaj najlažje odgovorim na to vprašanje, tako da najprej povem, da tudi zaradi področja, s katerim se zdaj ukvarjam, gledam na to mogoče malce drugače. Zagotovo mislim, da je izredno velikega pomena formalna izobrazba, ker je to en izmed pomembnejših dejavnikov tveganja, ki ga lahko naslovimo v naših, rečemo temu, zgodnjih letih odraščanja, da si ustvarimo neke kognitivne rezerve za starejša leta. Hkrati pa seveda tudi neformalna izobrazba, ki se jo večinoma poslužujemo nekako tudi po končani formalni izobrazbi, ogromno pripomore k temu, da lahko živimo dlje, polnejše in pa seveda tudi bolj kognitivno zdravo. Eno vprašanje bi imel za vas, ker velikokrat slišiš, da ljudje niti ne uporabljamo 100% svojih možganov, da mogoče par procentov, 50%, pa imam zdaj v bistvu pred sabo strokovnjaka, ki lahko to malo bolj, rekel, razloži. Ja, to res, to je večno vprašanje in odgovor na to je precej kompleksen. Okay. Zagotovo uporabljamo velik del naših možganov. V kakšni meri, v kakšni izkoriščenosti tega potenciala, pa je seveda čisto odvisno od vsakega posameznika. Ok, pa mogoče bom vprašal za mlajše, ki v šoli, bom rekel, se učijo stvari, pa pridejo velikokrat iz šole, pa rečejo, zakaj se moram jaz tega učiti. Jaz sem nekako pol prišel do tega, da kljub vsemu se je dobro tudi to učiti, prvič, ker nikoli ne veš, kdaj boš to rabil, drugič, ker s tem treniraš svoje možgane pomnjenje, tudi stvari, ki jih mogoče ti niso blizu, ker če nekaj si želiš zapomniti, ki te zanima, se už lažje zapomnil. In je to v bistvu dobro za svoj razvoj. A je to nekako prav? Absolutno, zelo odlično opisano in razloženo. Jaz mislim, da naša zgodnja formalna izobrazba, kot jo imamo v Sloveniji, je odlična. Poskrbi za to, da pridemo do neke širine, da nas pripravi potem za učenje stvari, ki nas bodo morda zanimale v prihodnosti. Pa še eno, kar je gotovo aktualno, predvsem pri mlajših otrocih, se pravi uporaba digitalnih stvari, telefonov, tablic, ker v bistvu že praktično otroci so v tem stiku že pri enem letu, dveh, ne nazadnje nas gledajo, ko imamo to po rokah. Kako to vpliva na možgane? A je res toliko pomembno, da so čim dalj časa stran od teh dražljajev?
Zelo dobro vprašanje in jaz osebno kot starš dvema mladima otrokoma se zagotovo poslužujem tega, da čim dlje stran. Mislim, da je zdaj prvič v zgodovini človeštva, ker so pač že generacije otrok, ki so odraščale s to tehnologijo, vidne spremembe na možganih zaradi vpliva ekranov, tablic. Na boljše ali na slabše? Dražljajev, ki jih... Ali na drugače? Rečemo temu drugače. No? Ne bi zdaj rekel na boljše ali slabše, ker tudi ne vemo, kam nas bo svet peljal. Ampak definitivno pa se sam pridružujem nekem zdravstvenemu konsenzu, ki pravi, da vsaj prvih nekaj let čim manj ekranov in nasplošno teh interaktivnih tehnologij, ker tudi zelo veliko vplivajo na sposobnost ohranjanja koncentracije. Ker vsi ti ekrani, tudi ogromno teh novodobnih risank, je narejenih tako, da konstantno skrbijo za neko novo dozo dražljajev, ki pa nažalost pripeljejo tudi do tega, da sami potem nimamo sposobnosti neke dolgotrajne koncentracije. Zelo zanimiva tema. Me pa res zanima, kako ste vi prišli, bom rekel, pol do te dejavnosti, se pravi, pa do tega področja, s katerim se zdaj ukvarjate, ne? Čisto po naključju, v bistvu. Nisem se formalno izobraževal v tej smeri. Po izobrazbi sem inženir logistike. Vendar sem skozi celotno svojo kariero veliko delal v nekem poslovnem razvoju. Potem pa sem nekega popodneva prejel klic enega od ustanoviteljev podjetja Braintrip, ki sem ga poznal iz srednješolskih časov, ki mi je razložil takrat še projekt, na katerem delajo, z neko vizijo, željo ustvariti neko meritev, ki bi omogočala zgodnjo zaznavo nevrodegenerativnih sprememb oziroma težav. Na kakšen način se lotevajo, zakaj je to dobro in v katero smer želijo produkt pripeljati in razviti. In ker so že bili na točki, ko so prvi vmesni rezultati in raziskave pokazale na to, da so te meritve uspešne, učinkovite, sem se pridružil ekipi čisto iz najprej kot popoldansko, ob redni zaposlitvi in potem s časoma za polni čas. Odlična zgodba in odlična tema. Glede na to, da čas hitro teče, predlagam, da gremo na kratek predah, potem pa v bistvu v praksi pokažemo, kako sama meritev tudi izgleda in se pol še malo več tudi pogovorimo o tej temi. Velja. Dragi gledalci, drage gledalke, vabljeni nazaj v, bom rekel, oddajo Moja družina s posebnim gostom, Matevžem Starič. Dobrodošli nazaj v tretjem delu oddaje Moja družina. Danes je naš gost Matevž Starič. Govoriva o demenciji, o možganih, o merjenju trenutnega stanja možganov. V prejšnjem delu smo imeli kandidata in tudi praktično pokazali, kako to izgleda, kje lahko se stestirate in mogoče po sami meritvi, kaj potem, če je rezultat dober ali pa če je manj dober. Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Imamo nekako tri glavne sklope, preko katerih lahko na to vprašanje odgovorim. Ta prvo je tisto, seveda, ki si ga vsi želimo, ne, da je rezultat dober, da ni nobenega izkazanega tveganja. In v tem primeru priporočamo mogoče ponovno meritev čez kako leto, zato da lahko dolgoročno spremljamo zdravje naših možganov ter morda ujamemo kakšne odmike takoj oziroma čim prej, ko se le-ti zgodijo. Druga opcija je, da je morda rezultat mejni oziroma blizu mejne vrednosti, ki nakazuje na povečano tveganje.
V tem primeru bi priporočal nek obisk oziroma ponovno meritev malce prej, rečemo nekje od 3 do 6 mesecih. Predvsem zato, da lahko potrdimo, da je rezultat, ki smo ga dobili, da ga validiramo, da je v bistvu to neka osnova, s katero ta oseba deluje, da ni slučajno odmik zaradi kakšnih drugih faktorjev, ki bi lahko vplivali na to, in da seveda poskrbimo, da ta oseba dejansko ne potrebuje dodatne pomoči. V primeru pa, da rezultat izkazuje povečano tveganje, pa kot omenjeno prej, v sklopu programa omogočamo praktično takojšen pregled pri specialistu nevrologu, kar se običajno zgodi v roku 1 meseca. A je to edina taka meritev za, bom rekel, spremljanje demence ali pa aktivnosti ali pa starosti možgana, ali obstaja še kaj drugega? Ta meritev predstavlja edino analizo, ki jo pri nas ponujamo za neko oceno tveganja za razvoj nevrodegenerativnih bolezni. Izvajamo pa še eno drugo meritev, ki pa se imenuje biološka starost možganov. Meritev poteka na popolnoma enak način, kot smo videli v prejšnjem delu te oddaje, le da je analiza podatkov, ki jo opravimo na tej meritvi, malenkost drugačna. In ta rezultat, ki se vrne kot neka letnica, pove nam neko biološko starost možgan v letih, ki jo lahko seveda potem primerjamo s kronološko starostjo, koliko smo dejansko stari. Ta številka pa je bolj odvisna od življenjskega sloga, ki ga živimo, od vsakodnevnega stresa, prehrane, gibanja, od stvari, ki jih lahko z nekimi malimi koraki naredimo danes za boljši jutri in bolj aktivno skrbimo za to, da naši možgani ostajajo v neki dobri kondiciji. No, in če se ravno na to naveževa, obstaja rek, se pravi, bolje preventiva kot kurativa, ne? Zagotovo. Kaj bi potem na področju boljšega zdravja možganov priporočali iz izkušenj, da počnemo, pa mogoče že mlajši, ne? In pa pol vse do starejših? Generalno gledano, vse, kar je dobro za srce, je dobro za možgane. S tem, da pri možganih potem dodamo morda še kakšne bolj aktivnosti, ki so specifično usmerjene v izboljšanje, v razvoj kognitivnih sposobnosti. Zelo pomembno je, da se dajemo izven cone udobja, da se učimo novih stvari, da se postavljamo v nove situacije, v katerih smo prisiljeni morda malce bolj aktivirati naše sive celice, kot radi rečemo. Še ena, v bistvu, računalniške igrice so tudi take miselne, recimo, ne? Ko kartaš, recimo, ne vem, katera igra, in recimo to igrico igraš 10 let. Je to v bistvu pol praktično igraš že na avtopilotu, se pravi, prvič, a je tudi računalniške igrice, a so dobre tudi za možgane, pa kakšne, pa bom rekel, kaj če nekaj toliko časa ponavljaš tudi na tem področju? Zanimivo vprašanje, hvala lepa. Definitivno je že bilo dokazano, da določene računalniške igrice pozitivno vplivajo na razvoj umskih sposobnosti. Zato, ker specifično od igre do igre, seveda, predstavljajo širok nabor različnih situacij, ki so nove, v katerih je treba precej razmišljati, kako mogoče kak izziv preseči, odpraviti, ga rešiti. Seveda pa, če eno in isto igro izvajamo dlje časa, nekako malce izvodeni efekt, ki ga ima. Bi pa težko komentiral, katera je tista igra, ki bi bila dobra in katera ne. Kaj je, se pravi, cilj vašega delovanja na tem področju? Vsekakor v prvi vrsti ozaveščanje. Se mi zdi, da zdravje možganov in pa posledično demenca je bila od nekdaj nekako tabu tema, ki se v zadnjih časih aktivno razblinja, ne? Ogromno, vedno več se govori o tem in prav je tako, ne? In
ne zdaj samo o specifično demenciji, ampak o vseh stvarih, ki jo spremljajo, vseh ostalih mentalnih in psihičnih težavah, ki vplivajo na zdravje možganov, ki izvirajo v bistvu iz naših možganov. In zagotovo je ena izmed naših glavnih aktivnosti ozaveščanje. In v sklopu tega za razna društva ponujamo tudi brezplačna predavanja. Ogromno smo jih že opravili v zadnjih 2 letih, smo bili vsaj na, mislim, da okrog 40 lokacijah po Sloveniji, kjer smo izvajali ta brezplačna predavanja na temo možganov, o dejavnikih tveganja, kako ohranjati neko boljšo miselno, mentalno, kognitivno funkcijo. Super, najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste dobili res zanimive informacije in koristne informacije na področju možganov, na področju preventive. Izkoristite te informacije, tudi vkolikor ste v društvih, kjer, bom rekel, lahko povabite našega gosta in govorite o tej temi, bomo po mojem mnenju vsi skupaj lahko naredili več za kvaliteto življenja v Sloveniji. Kvaliteto življenja nas kot družbe in vseh posameznikov. Matevž Starič, hvala lepa, da ste bili gost v naši oddaji. Najlepša hvala vam za vabilo. Hvala lepa, dragi gledalke, dragi gledalci. Vabljeni v naslednje oddaje Moja družina.